Živijo, Luka iz Skin Vitala tukaj in danes bomo govorili o patelarni tendinopatiji, bolečini, ki se pojavlja takole spodaj pod pogačico. Ok, torej kako vemo, da gre res za patelarno tendinopatijo in ne za kakšno drugo težavo s kolenom? Bolečina pri patelarni tendinopatiji se pojavlja takole spodaj, tik pod pogačico oziroma nižje dol na narastišču na golen. Se pravi, ni tako pogosta bolečina vmes, predvsem pa bolečina ni tako razpršena čez celo koleno. Takrat gre večkrat za kakšen patelofemoralni bolečinski sindrom. Zdaj, taka pomembna naslednja stvar je pri diagnosticiranju tega, da gre za patelarno tendinopatijo, lahko preverite pri kakšnemu počepu. Se pravi, naredite navaden počep. Če je tukaj bolečina manjša, kakor če naredite, ne vem, spremembo smeri ali pa par skokov, potem je zelo verjetno, da gre za tendinopatijo, ker tetive govorijo oziroma z nami komunicirajo skozi jezik obremenitve. Se pravi, hitrejši, ko bomo v obremenitvi, bolj, ko bomo obremenili, večja bo bolečina. In če se je to zdaj pokazalo, ker ste tudi sami sprobali, potem zelo verjetno, da gre za patelarno tendinopatijo. Najslabša stvar, ki jo lahko naredite z vidika preventive ali pa tudi kurative zdravljenja, je to, da si privoščite počitek. Zakaj je počitek problematičen? Počitek je problematičen, ker v bistvu še slabša nivo adaptacije. Se pravi, vi ste bili mogoče zdaj adaptirani, da lahko igrate 1 uro odbojke brez težav. Zdaj, ker so se pojavile manjše težavice, ste začeli počivati in spuščati odbojko, da naredite nič drugega. In čez čas boste sposobni igrati samo še 40 minut odbojke brez bolečin. Če pa bi v bistvu vi postopoma zviševali nivo adaptacije, bi pa prišli mogoče do želene ure pa pol ali pa 2 ur. Se pravi, rajše kot počitek bo boljša preventiva ali pa tudi kurativa ta prava obremenitev. Kako pa pravilno obremeniti koleno, pa si bomo pogledali na nadaljevanju videa. Kot smo že omenili, tetive komunicirajo z nami predvsem prek jezika obremenitve. In ko gledamo na obremenitve, prevečkrat gledamo to skozi bremena, ne pa to hitrost izvedbe. Se pravi, prva stvar, ki jo boste mogli malo izločiti, so to malo hitrejša gibanja, tista bolj elastična gibanja, ki povzročajo bolečine. Je pa za začetek lahko zelo primerna tale statična vaja. Gre za tako imenovani španski počep. Mi bomo uporabili tale trak. Zelo prav pride pa tudi kakšna taka malo bolj debela elastika. Zdaj tlene se bomo lepo postavili in se samo spustili nazaj. Tukaj je zelo pomembno, da ne delamo nekega predklona. Se pravi, se ne nagibamo naprej, ampak si predstavljamo, kot da se v bistvu naslonimo na steno. In samo držimo v tej poziciji. Za tiste manj šibkejše je lahko primerna tudi izvedba ob steni, medtem ko za tiste, ki imate dosti moči, takole se postavite in držite. Tukaj ni tak problem, če čutite malo bolečine. Čisto taka rahla bolečina je tukaj čisto sprejemljiva. Predvsem pa gledajte, da zadosti obremenite. Če vam je ta vaja prelahka, lahko vzamete tudi dodatno breme. Se pravi, tlele lepo v spredju vzamete eno dodatno utež, kot bom tudi jaz zdaj naredil, recimo vzamem dodatni kettlebell in samo malo zadržim v tej poziciji. Še vedno lepo ohranjam trup pokončen. Zdaj to vajo bi izvedel tam v 5 serijah, nekje med 30 pa 60 sekund držim znotraj posamezne ponovitve in vmes potem malo tudi počijem. Če boste pozorni, ta vaja je povsem statična, ne gre za nobene premikanja gor-dol, tako da v bistvu je obremenitev na, se pravi, tale naš patelarni ligament, tole tetivo, precej manjša. Torej, čemu služi tista vaja, katero smo gledali prej, to statično zadrževanje v tem polčepu? Služi predvsem temu, da sproži neko začetno adaptacijo, se pravi, da bomo mi koleno, v tem primeru našo patelarno tole tetivo, adaptirali na neko obremenitev. Po drugi strani pa ima tudi analgetičen tak protibolečinski efekt, se pravi, če bomo mi po tej vaji šli na malo bolj dinamične stvari, kot ene nazadnje tudi recimo nek takle počep v izpadnem koraku, bi mogli po neki taki vaji, kot je tale španski počep, to vajo izvesti lažje, z manj bolečine. Se pravi, zelo pomembno je, da ne ostanemo pri tistih statičnih vajah, te imajo svojo funkcijo predvsem na začetku, potem pa je pomembno, da začnemo dodajati tudi neke dinamike, pa ne si bo to že znotraj vadbene enote, če gre, oziroma iz tedna v teden dodajamo stvari, ki so vedno bolj dinamične. Se pravi, da ne mislimo, da bomo zdaj s tistim zadrževanjem v polčepu se uspešno adaptirali na to, da bomo šli kasneje spet igrati nazaj odbojko, ker je vmes in tako prepad, brezno med tistimi statičnimi vajami in potem skoki, ki jih izvajamo na terenu. Zdaj, zelo pomembno pa vsem tem je pa tudi to, da znate ves čas pravilno nadzorovati, če ste zadosti obremenili vse skupaj. In kako boste to storili? Tetive ponavadi povejo, kakšna je bila obremenitev tam po cirka 24 urah. Se pravi, naslednji dan ponovimo to, kar smo naredili prej. Naredimo recimo par počepov, kakšen izpadni korak naprej, par skokov
In če je bolečina večja, kot je bila dan predtem, potem smo očitno preobremenili. Moramo malo zmanjšati znotraj treninga. Če je bolečina podobna, mogoče je potekal šele premalo časa, en trening ne bo dal ta pravega odgovora še. Če je pa zadeva že malo boljša, potem smo očitno zelo dobro zadeli obremenitev. In če bo šlo tako iz dneva v dan, bo seveda stvar postopoma boljša. Nič se bati, če je včasih naslednji dan zadeva malo slabša, ker v bistvu ves čas morate malo testirati, tudi kje lahko koleno obremenite. Kar najslabše, kar lahko naredite, je, da predolg časa ostajate na tistih prelahkih obremenitvah in na ta način se nikoli ne boste adaptirali na neke stvari, kot so odbojka, košarka in neke bolj dinamične stvari. Tako da, testirajte, pa spet obremenite. Če še malo na kratko povzamemo vse skupaj, za začetek boste mogli reči en tak stop, malo bolj dinamičnim, elastičnim aktivnostim, se pravi, razne spremembe smeri in podobno sigurno ne bodo najboljša stvar, kadar je že vse skupaj razbolelo. Na začetku pridejo v poštev, se pravi, predvsem tiste stvari, koliko smo pregledali, kakšno statično zadrževanje, lahko je s tem trakom zadaj, lahko ob steni, če ste majčkeno šibkejši. Potem take počasne dinamične stvari, kot smo gledali prej, kakšen počep v izpadnem koraku, ki recimo spuščamo lahko tam 3 do 5 sekund ali pa celo dlje časa v ta počep. Kasneje bodo seveda obremenitve vse bolj dinamične, najprej znotraj bolj takih klasičnih vaj za moč, kasneje boste prehajali tudi v razne spremembe smeri, se pravi izpadni nazaj, lahko je to razni izpadni koraki v stran, spremembe smeri, skoki, se pravi aktivnosti bodo vedno bolj podobne želeni športni aktivnosti, kamor se tudi vračate in na tak način se boste adaptirali tudi na te specifične obremenitve. Ne pozabite tudi to, na koncu je zelo priporočljivo tudi, da če želite igrati odbojko, da začnete tudi malo stvari delati žogo, mogoče greste za 10 minut, 15 minut malo odigrati zraven, zato da se specifično adaptirate, pa ves čas spremljajte, kaj se dogaja cirka 24 ur po tisti obremenitvi, ker takrat boste dobili tudi ta pravo povratno informacijo, ali ste malo pretiravali, ali pa ste ravno prav obremenili. Če bi bil rad sproti obveščen o novostih, ki jih objavljamo na našem YouTube kanalu, se lahko prijavljaš, subscribaš na naš YouTube kanal. Drugače pa lepo vabim, da nas spremljaš tudi na ostalih kanalih, Facebook, Instagram. Če imaš kakšno vprašanje, nam pa lahko tudi pišeš na info@kinvital.si, pa se zmenimo tudi za kakšen posvet. Drugače pa več o tej vsebini in vsem skupaj najdeš tudi spodaj v temle opisu, kjer je tudi priložen en link do našega članka.